V soboto 26. junija ob 10. uri je v sklopu Konjiških dni 2010 potekalo odprtje tržnice Slovenske Konjice pod imenom Dobrote podeželja oživljajo Stari trg. Izgradnja tržnice se je začela marca letos in je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada pod okriljem lokalne akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja. Pogodbena vrednost za talno ureditev tržnice znaša dobrih 85.000 evrov, za gradnjo 3 zaprtih kioskov pa je namenjenih nekaj več kot 66.000 evrov. Gradbena dela so se pričela marca letos v izvedbi podjetja Ceste mostovi Celje, projekt pa je pripravil Anton Šlaus iz arhitekturnega studia DOO. Nova tržnica bo vsekakor prispevala k izboljšanju kvalitete življenja krajanov, k večji prepoznavnosti domačih produktov, izboljšala bo pogoje za trženje in hkrati vplivala na dvig kvalitete turistične ponudbe. Z raznoliko, inovativno in kakovostno ponudbo se želi spodbuditi potencialne ponudnike za registracijo dopolnilne dejavnosti in vključitev v ponudbo na tržnici. Z ureditvijo nove tržnice želimo spodbuditi kmete, da prinesejo med Konjičane svoje domače produkte z znamenitim poreklom. Spoštovane Konjičanke, Konjičani, gospe in gospodje, z veseljem danes stojimo tukaj na tem prostoru, ki se ga starejši Konjičani spomnite kot nekdanji vhod v tovarno Konus. In tudi nivo te ploščadi je približno na tistem, kot je nekoč bil. In na nek način je tale površina, na kateri danes stojimo, nakazuje izgled, kakršnega bo imel celoten Stari trg čez kakšno leto, mogoče 2, odvisno od živahnosti reševanja naše vloge pri birokratskih mlinih. Če se vrnem k temu projektu Dobrote podeželja oživljajo Stari trg, res da te želje, da bi imeli urejeno tržnico, na kateri bi tudi okoliški pridelovalci hrane in predelovalci, izdelovalci raznih pridelkov imeli prostor, da bi prodajali tisto, kar zraste tukaj, v neposredni bližini. Ta želja je tlela že kar vrsto let. Ampak vsaka stvar mora najprej dozoreti in tako je tudi ta ideja padla na plodna tla pred 2 letoma, ko se je nakazala možnost, da preko programa LEADER pridobimo določen sofinancerski delež in ta ideja je pravzaprav dozorela v odboru za podeželje in v naših strokovnih službah. Seveda smo potem morali še marsikaj postoriti in na koncu smo danes, kjer se tukaj vsi skupaj veselimo. Rad bi se zahvalil vsem, ki so pri tem projektu kakorkoli sodelovali, predvsem pa seveda arhitektu, projektantu, nadzornemu, strokovnemu nadzoru, izvajalcu del in pa seveda še enkrat resnično iskrena hvala naši mladi strokovni sodelavki Sergeji Podkrajšek, ki je dobesedno dneve in noči v zadnjem tednu skrbela za to, da smo danes tukaj, da je ta ploščad že pometena. Je pa tale naša kmečka tržnica kot tista prava dama, ki ko se malo pozno zbudi, potem pač rabi še določen čas, da si uredi frizuro, uredi make-up in tako je tudi s to tržnico. V resnici bo v pravi luči zaživela čez kakšen dober mesec, ko bodo urejene še vse tiste podrobnosti in upam, da se bo tudi tale dama, Wagnerjeva vila, kmalu prebudila iz tega sna, v katerem se trenutno še nahaja. Je pa vsekakor blizu dan, ko se bo tudi tukaj pričela dela in bo potem ta prehod iz mestnega na Stari trg zame in verjetno za marsikoga med vami eden najlepših pogledov v konjiški občini in tudi v Sloveniji. Mogoče bi še izrazil željo, da bi ta tržnica na tej ploščadi bilo vedno približno tako živahno, kot je danes,
za kar pa verjamem, da bodo društva, pridelovalci in tudi tisti, ki bodo redno poslovali v teh kioskih, znali poskrbeti. Napovedal pa bi mogoče že akcijo območnega združenja Rdečega križa za jeseni, ko bomo tukaj v sredini oktobra organizirali dobrodelno tržnico. Več o tem pa bo kasneje povedala podpredsednica Združenja Rdečega križa, gospa Irena Nečemer. Zaželel bi vam prijeten dopoldan, kasneje pa vedno z veseljem se vračate na ta prostor, kjer bo na nek način tudi možnost, da se srečamo in da poklepetamo in da tako postanemo dobre volje. Lep dopoldan vsem skupaj. Hvala županu Miranu Gorinšku. Sedaj pa je že čas, da tržnico tudi uradno predamo svojemu namenu.